Mogoče ste se že kdaj prej srečali s to igračo. Verjetno ste se igrali z njo. Da, to je vrtavka. Kaj pa to? To je vrtavka, ki lebdi v zraku in tej igrači se reče levitron. Mogoče se zdaj sprašujete, kako je sploh možno, da lebdi v zraku? Žal, odgovor na to vprašanje ni Wingardium Leviosa. Odgovor se skriva v principih magnetizma. To je magnet. Magnet ima dva pola, severni in južni pol. Ko želimo označiti pola, pogosto uporabljamo angleški črki N, krajše za north, in S, krajše za south. Če poskušamo dva magneta približati, med njima deluje magnetna sila. Istoimenska pola se odbijata, medtem ko se nasprotna privlačita. Ampak, a ste vedeli, da je tudi Zemlja magnet? Da, naš planet ima svoje lastno magnetno polje, kar pomeni, da tudi ta ima severni in južni pol. Kadar želimo prikazati magnetno polje, narišemo črte, ki povezujejo severni z južnim polom. Če bi magnet prerezali na dva dela, ne bi imeli enega magneta samo s severnim in drugega samo z južnim polom. Temveč bi imeli dva magneta, ki bi oba imela severni in južni pol. Torej, kaj ima to zveze z našo zgodbo o lebdeči vrtavki? Lahko preprosto položimo vrtavko na magnet in bo ta lebdela? Ne natanko. Vrtavka mora biti narejena iz magneta, da bo lahko lebdela. Seveda moramo vrtavkin severni pol obrniti proti severnemu polu spodnjega magneta, da bi se odbijala. Je to torej dovolj? Spet ne. In je odgovor na to vprašanje bil ne, odkar je leta 1842 britanski matematik Samuel Earnshaw dokazal, da dva mirujoča magneta ne moreta lebdeti en na drugim. Na kratko, magnetna sila sicer je dovolj močna, a sistem ni stabilen. Lebdeči magnet se nagne v stran ali pa se obrne in ga magnetna sila spodnjega magneta privlači. Kaj je torej skrivnostni recept za lebdenje? Stabilnost. Lahko si predstavljate, da ste na kolesu, ki se ne premika. Razen če boste stopili na tla, boste izgubili ravnotežje in padli te se najverjetneje precej poškodovali. Veliko lažje je uravnotežiti kolo, kadar je v gibanju. Na enak način stabiliziramo vrtavko. Zahvalimo se lahko giroskopskemu efektu. Ko se vrtavka začne nagibati, sila gravitacije in nasprotna pola povzročita navor na vrtavko in posledično ta pade na spodnji magnet. A zaradi vrtenja vrtavka pridobi vrtilno količino, ki je fizikalna veličina, ki povzroči, da navor nima vpliva na vrtavko in posledično ostane pokonci. Pomembno je, da se vrti z ravnopravšnjo hitrostjo. Kajti se namreč vrti prepočasi, vrtavka ne more izničiti navora in zato pade na spodnji magnet. Upoštevati pa moramo še en pomemben pogoj. Magnetna sila med magnetoma mora biti natanko nasprotna sili gravitacije. V teoriji je sicer to vse lepo in zanimivo, ampak kako nam to pride prav v realnem življenju? Pojavu, ki smo ga opisali, pogosto rečemo magnetna levitacija ali krajše maglev. In njena uporaba je dandanes zelo razširjena. Najpriljubnejša uporaba magnetne levitacije pravzaprav ni tako uporabna, a zagotovo zabavna. Govorimo namreč o že prej omenjeni igrači, levitronu. Igračo je leta 1983 izumil in patentiral Roy Harrigan, a šele kasneje izdelal Bill Holmes. Narejena je iz majhne magnetne vrtavke in trajno namagnetene podlage. Magnetne sile in navori se združijo z giroskopskim efektom ter posledično omogočijo stabilno lebdenje vrtavke. Zakon o ohranitvi vrtilne količine
Pravi, da bi se vrtavka morala vrteti v neskončnost, če nanjo ne vpliva nobena zunanja sila. Vendar vrtavko počasnjujeta zračni upor in trenje. Zato po nekaj minutah izgubi ravnotežje in pade. Čeprav je magnetna levitacija najpopularnejša pri makroaplikacijah, se je nedavno njena uporaba razširila tudi v mikrosvetu, še posebej v mikrorobotiki. Mikroroboti so sprogramirane mehanične napravice. Mikronaprave se soočajo z dvema velikima izzivoma: trenjem in oprijemljivostjo. A zahvaljujoč magnetni levitaciji se lahko tema dvema problemama ter še mnogim drugim popolnoma izognemo. Maglev uporabljamo tudi za ležaje. Ležaj je strojni del, ki omogoča pritrditev vrtečih delov na mirujoči del naprave z zmanjšanjem trenja. Magnetni ležaji uporabljajo magnetno levitacijo za podpiranje gibajočih se delov. Te vrste ležajev imajo od vseh najmanjše trenje in omogočajo največje vrtilne hitrosti. Magnetni ležaji se uporabljajo v raznoraznih industrijskih strojih, kot na primer kompresorjih, turbinah, črpalkah, motorjih in generatorjih. A mislim, da se vam bodo magnetni vlaki zdeli najzanimivejša uporaba magnetne levitacije. Vlaki, ki uporabljajo magnetno levitacijo, so hitrejši, tišji in se premikajo bolj gladko kot tradicionalni vlaki. Vse to omogočajo magnetni ležaji, ki povzročijo, da med podlagama ni stika. Da bi bolje razumeli, kako ti vlaki delujejo, si moramo najprej ogledati en zelo pomemben zakon v fiziki. Govorimo o Faradayjevem indukcijskem zakonu. Da bi razumeli ta zakon, moramo poskrbeti, da vemo, kaj je tok. Tok pove, koliko elektronov, negativno nabitih delcev, preteče v določenem času, bodisi po praznem prostoru, bodisi po kovini ali drugem električnem prevodniku. Faradayjev zakon pravi, da gibajoče magnetno polje povzroči tok, ki potem ustvari električno polje. Električno vzmetanje deluje na principu odbojne in privlačne magnetne sile, ki omogoča lebdenje in pospešek vlaka. Močno magnetno polje nastane med magneti na vlaku in naviti na progi. Kadar se vlak z magneti premika mimo naviti, se v njih povzroči tok, ki deluje kot magnet. Če ste vsaj približno razumeli Faradayjev zakon, se mogoče sprašujete, a ni tako, da v tuljavi ne bo toka, kadar se vlak ne premika? In odgovor je da. Prav zato Maglev vlaki uporabljajo kolesa, kadar se premikajo počasi, ki se pri hitrosti več kot 100 km/h dvignejo in vlak lebdi nad progo ter se giblje brez trenja.